Čas je za veseljakov čudoviti obisk. On svojo službo opravlja z velikim veseljem, saj sta šefom najboljša prijatelja. Z nami v veseljakovem studiu župnik Martin Golob. Ja, res je, Martin Golob je danes z nami, daleč najbolj popularen duhovnik, star komaj 32 let. Ja. In vsi ga imamo radi, ne glede na starost. Zanimivo. Najbrž zato, ker je tak ljudski, mladosten, smo izvedeli, zabaven, tudi resen, predvsem pa spoštljiv in hvaležen za vse, kar mu daje življenje in ljudje okoli njega. Ja, Martin je odraščal skupaj s 5 mlajšimi brati na kmetiji v vasi Velika Kostrevnica pri Litiji. To najbrž poznate, lahko ga locirate. Šmartno pri Litiji, ja. Šmartno pri Litiji, to je še malo bolj natančno. Ker je bil najstarejši sin, so doma najbrž pričakovali, da bo prevzel kmetijo, ja. Ampak je Bog imel za neke druge načrte, kot bolj kaže. Zanimiv je delati z ljudmi kot s kravami. S kravami verjetno lažji, z ljudmi pa večji izziv. Pa se je izkazalo zdaj, da je to res? Ja, je res, ja. Ja? Ja. Zgleda pa tudi, da so župniki krvavi pod kožo, to smo že ugotovili, ker se je Martin danes zaspal. Zgleda, da ti tale ura v Grosuplju še ne šteje čisto pravega časa. Ne, čas čisto redo šteje, je pa res, da premestitev in zamenjava okolja prinese za sabo tudi mečkan, da je red malo porušen. Aha. In da se človek ujame v novem ritmu in da postavi nov red, pač traja, ne? Ne moreš kar iz danes na jutar v tem smislu, ampak ne, se bo. Ne vem, kako da budilke nisem slišal, ja, to se pa zgodi. Jaz sem zelo trden spanec, ja? In to pomeni, da imam čisto vest. Lepa. Pa še to, da kdor spi, ne greši. Ja. To je res, ker takrat res ne moreš. Takrat nečkaj, da se moraš. Te je pa zbudila zvon pravzaprav. Ja, zvoniku je ura in je lepo zvonila, se rekel, Marija, zdaj pa Janja bo huda, jaz moram hitro nekaj narediti. No in sem, hvala Bogu, nismo veliko naredili škode, ne, smo kar lepo prišli. Mi ne moramo narediti škode, ker dobre volje že ostajamo. Sicer pa, Martin, si jutranji človek? Čisto odvisen, drugače raj zvečer potegnem kot zjutraj, da bi zelo kmalu vstajal, čeprav rad vstajam kar pred 7, tako ne 6:30, da se že zrihtam, ker zjutraj dan lovim zaradi celodnevnih obveznosti in stiki z ljudmi in srečevanji, tako da zjutraj lahko tudi kaj poštimam, da se lahko pri sebi kaj ali se uredim, pa da lahko kaj v miru kafe spijem, da lahko kaj pomolam v miru brez da bi tam pa na 8 pa začeti telefon že 5. Martin tudi nima težav s tem, da mu rečejo župnik, zato ker pravi, da ima rad župo, tako ali tako. Ja. A župo zdaj že znaš skuhati? Sem slišala, da ne znaš. Z vrečka, ja. Ja, pa zdaj je bila korona, si se naučil kaj kuhati? Ja, sem pa delal dobre tortilje, pa ogromno regrada sem v času korone pojedel, ki je takrat glih lepo rasel. Tortilje za narediti so si vas ponosen. Je res. Potem pa, ko še meso speč, jajca in tako, to že nekaj znam. Nisem pa res kuhar, no. Jaz bi težko kakšnega ovčaru v svojo kuhno. To mi ne bi šlo. No, sicer pa, Martin, tebe smo spoznali kot župnika v srednji vasi v Bohinju, ja. Ko si začel snemati in objavljati na spletu nekakšne pridige oziroma bolj svoje misli. Ja. Ljudje so ti začeli slediti in še bolj zdaj v času korone, ko pa si bil, mislim, da kar prvi župnik, ko si se odločil tudi maševati preko spleta, preko Facebooka, pa so se ti kasneje tudi nekateri drugi župniki pridružili pri tem. Si se pa počutil ob tem, kakšen je bil odziv ljudi? Odziv ljudi je bil zelo lep. Dnevno nas je bilo recimo tako na live streamu okrog 1700 do 2000, 2500. Za veliko noč je bil rekord, nas je bilo 6300 in je zelo lep občutek. Tudi lepo mi je bilo, ker sem bil dostopen z ljudmi v tem smislu, da so mi zaupali tudi kakšne svoje stiske, prošnje, težave. Nisem bil od njih izoliran, ja, v stiku, ampak preko socialnih omrežij sem bil pa na dosegu roke. Potem pa še zelo lepo mi je bilo slišati ogromno njih zahval, pohval
In z mnogimi sem se tudi v času po koroni z njimi srečeval. Ko smo se lahko že vozili drug domov, so me ogromno obiskovali tako v Bohinju, kot tudi zdaj v Grosupljem. Prihajajo ljudje vse povsod, da se srečamo, da kažo rečemo, se slikamo. Tega je pa zelo veliko. Enkrat sem še v prejšnji župniji, mislim, da ne pol ure pomaš, smo samo selfije delali, pa smo se tako malo srečali. Ja, tega je, ampak je lepo občutek, je toplo, ker mnogi se zelo zahvaljujejo, se reče tako, da takrat je bilo res težko, pa malo prazno in mnogi v stiski in da jih je ta zadeva, da smo bili skupaj pri sveti maši, da jih je zelo pomirila, da so v tem tudi najdeli upanje. Pa zelo smo se povezali, tako da je zanimivo, kaj internet dela, da čeprav je to neka tehnika, nas pa kot človeka na poseben način lahko poveže med sabo. Se verjeten, tudi Radio Veseljak ima svoj krog poslušalcev, ki brez njega bi težko preživeli in jim dela jutra in tako naprej. Mimogrede, okrog cerkve v Grosupljem Radio Veseljak malo slabš lovi, so mi nekateri že povedali, da vam jaz to omenim, če se da kaj zrihtati. Ja, ti bomo kar poslali zdaj, kar s seboj boš vzel prav. Eno anteno. Radijski sprejemnik, DAB plus ti damo in ti boš tam to Jaz se montiram na Farovš. Lepo prosim, ene malo močnejše zvočnike na to in bo to fantastično lovilo. To smo zmenjeni, tako da lahko svojim faranom poveš, da si to uredil. Ja, da bojo poslušali. Imamo že pokrovitelja, smo ga že določili, to je najnakupi.si, tukaj pri nas za vogalom. Vse štima. Kaj te pa sicer zaposlovalo najbolj med korono? Glede na to, da dobro, maše si imel preko spleta, nisi pa imel verouka, nisi obiskoval ljudi. Veliko sem hodil. Je bilo zelo lepo, ker pravzaprav je bilo vse prazno in redko doživiš, da bi bilo okrog Bohinjskega jezera kar vse prazen. Priznam, da sem šel z enimi mojimi bohinjci in gorski reševalci. Smo še enkrat turno smučati, ampak tako, da smo previdno in tako. Ampak to je bilo v Bohinju in tako smo lahko kakšno stvar znotraj občine doživeli. Tako da sem se kar zaposlil, kaj prebral, kaj pospravil, naredil kakšne stvari, ki jih prej nisem mogel. Pa tudi je bila kar priprava za večerno mašo. Saj sem vsak dan malo popridgal in da sem malo premišljeval, kaj in kako povedati. Pa tudi bil sem velik na socialnih omrežjih, ko sem ljudem odgovarjal v njihovih pismih in prošnjah. No, krasno. Prej sva že bila pri radijskih sprejemnikih in frekvencah, pa me zanima, kaj pa je tisto, kar ti najraje slišiš, če smo že pri glasbi, pri muziki. Smo vendarle edini radio na svetu, ki vrti samo slovensko glasbo. Katera slovenska je pa tebi najbolj pri srcu, ki te najbolj gane? Kreslin mi je zelo všeč. Zdaj se njega tako spomnim, ker doskrat sem njega vrtel. No, tudi kakšni Modrijani so fletni. Sidarto sem svoj čas zelo veliko poslušal, celo en komad od Sidarte včasih imam za uvod v kakšen pogreb. Recimo v črni oblekih ljudje v dolgih kolonah stoje od najbolj poznanih naprej vse do onih, ki videl jih ni nikdar. Nekako tako. Tako da nimam pa nekega svojega fena v tem smislu. Ampak Kreslin ima pa tako zelo lepe in tudi bi šel na njegov koncert, tako, če bi bil v bližini in tako. Res bi šel? Ja. No, super, ja. Potem pa bomo po moje eno zavrteli, tako da te bom zdaj popeljala, veš kam, iz Goričkega v Piran. Ja. Zaradi tega, ker se mi zdi, da si zelo posveten človek in Bog ve, kje vse še boš pristal. Eto, pa ne vem, jaz se zdaj ne bi več selil. Če bi lahko glasoval, ampak te nobeden vpraša. Zdaj se je sebi, lepo so se v gnezdu, v nov kraj in mi je čisto všeč škole.